brati Sveto pismo, da se duhovno nahranimo. Čas dopustov, ko imamo več časa, da preberemo kakšno dobro knjigo. Zato vas želim danes spodbuditi, če še ne berete Svetega pisma, da ga začnete brati prav v tem času dopustov. Za naš osebni razvoj je poleg vsakodnevnega dela, ki večkrat postane samo še rutina, potrebno širiti naša obzorja, kar pomeni, da vzamemo v roke in preberemo kaj novega, poučnega, dobrega za našo dušo. Čeprav Sveto pismo ni nekaj novega, pa vendar za mnoge še vedno nekaj popolnoma nepoznavnega. Sveto pismo je prevedeno v največ jezikov, tiskano v največjih nakladah in najbolj brana knjiga na svetu. Nobena druga literatura se ne more v tem pogledu niti malo primerjati. Zato jo imenujemo tudi knjiga vseh knjig. Je Božja beseda, ki bi morala biti bolj aktualna kot jutranji časopis ali kaj je danes novega na socialnem omrežju. Zakaj? Ker skozi njo govori večni Bog. Ne glede na razpoloženje, občutke in okoliščine, v katerem se nahajamo, je Božja beseda trdna. Tisto, kar pravi Bog v Svetem pismu, ima trajnost in ostaja za vso večnost. Jezus je dejal: resnično povem vam, ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moja beseda pa nikakor ne bodo prešle. Jezus je govoril, da je Božja beseda, ki je pisana od Boga ali napovedana od njega, resnična in se bo izpolnila. Jezus te besede pove potem, ko je govoril o začetkih gorja, o velikih stiskah. Veliko se danes pogovarjamo in soočamo s težavami, s covidom. Govorimo o težavah, ki so se dogajale skozi zgodovino človeštva. Se sprašujemo, kaj nas čaka. Sveto pismo nam govori, napoveduje o nekaterih dogodkih, ki so se ali se bodo zgodili. Te dni sem se z nekom pogovarjal, kaj mislim o cepljenju. Dejal sem, da vse nihče ne ve. Ne tisti, ki so za, in tudi ne tisti, ki so proti cepljenju. Eno pa vem, kaj govori Božja beseda, da bomo dobili nova telesa in bo Bog vse prenovil. Tisti, ki verujemo in služimo Bogu, jih ali nas čaka čudovita prihodnost. Za mene je to eden od velikih razlogov, da je potrebno spoznavati ali brati Sveto pismo, da se je potrebno od njega duhovno hraniti, da lahko imamo pravi pogled v določena dogajanja. Sveto pismo je resnica, je dejal Jezus. Posveti jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Jezus je zelo jasno povedal, da je Božja beseda resnica. Fenomen, čudež Svetega pisma je, da je nastajalo v razdobju 1500 let in ga je pisalo več kot 40 različnih piscev. Kralji, ribiči,
zdravniki, preroki, pastirji. Ko Sveto pismo bolj spoznavamo, lahko hitro vidimo, da se kljub velikemu časovnemu razdobju, ki je nastajalo, in različnih piscev, osrednje izjave o Bogu in ljudeh vlečejo kot rdeča nit skozi celotno Sveto pismo. Nemogoče je, da bi ga pisali samo ljudje. Skladnost je samo en dokaz, da je Sveto pismo v resnici Božja beseda in ne izvira iz človeške modrosti. V Stari zavezi je več kot 300 prerokb o Jezusu, ki so se pozneje natančno izpolnile. Mnogi oporekajo v resničnost Svetega pisma. Pravijo, da se je skozi čas marsikaj spremenilo, dodalo in ga ne moremo imeti za verodostojnega. Ena od zanimivosti, ki je mnogi ne vedo, je natančnost prepisovanja pri Judih. Pri prepisovanju so vedno na koncu še prešteli besede, ločila, če se ni kaj slučajno spregledalo ali izgubilo. Obstaja 24,000 rokopisnih kopij samo Nove zaveze. Rokopisne kopije kažejo osupljivo skladnost. Človek opazi, da so se ljudje, ki so dokumente prepisovali na roko, zelo potrudili, saj so odmiki minimalni. To in še mnogi drugi dokazi nam govorijo, da je glavni avtor sam Bog, ki je navdihnil pisce. Pavel piše, da je navdihnjeno od Boga. Vse pismo je navdihnjeno od Boga in koristno za poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil Božji človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo. Bog jo je navdihnil in nam jo dal, da ga beremo, proučujemo, spoznavamo, da bi postajali, po domače povedano, vse boljši ljudje. Sveto pismo mi kaže pot, po kateri naj hodim. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi, pravi psalmist. Ja, svetilka, luč. Brez luči ne moreš hoditi v temi. Lahko hodiš, toda doživel boš veliko šokov in ne boš prišel daleč nepoškodovani. Skozi Sveto pismo nam govori Bog. Ko govorimo o branju Svetega pisma, govorimo o odnosu z Bogom in govorimo o času, katerega preživimo v skupnosti z njim. Iščite Gospoda, dokler se daje najti. Kličite ga, dokler je blizu. Krivični naj zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se Gospodu, da se ga bo usmilil k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju. Kajti moje misli niso vaše misli, in vaša pota niso moja pota, govori Gospod. Kajti kakor je nebo visoko nad zemljo, tako visoko so moje poti nad vašimi potmi in moje misli nad vašimi mislimi. Iščite Gospoda. Potrebno je brati Sveto pismo, da ga spoznavamo. Da spoznavamo njegova pota. Sveto pismo je zelo jasen govor Boga, ki nam želi odkrivati njegove načrte za naše življenje.
Božja beseda je živa, ni samo vir informacij. Božja beseda je namreč živa in dejavna, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca. Ljudje, ki pristopijo k branju svetega pisma z iskrenim srcem, da želijo spoznati, kaj jim Bog želi povedati, doživijo čudovite spremembe. Božja beseda je živa, prinaša življenje, včasih tudi boleče, saj zareže v naše srce, ker je mogoče potrebno nekaj odstraniti, spremeniti. V bistvu je to pravi način, kako se lahko duhovno hranimo iz svetega pisma. Bog, kaj mi želiš povedati skozi svojo besedo? Zato vas spodbujam, da beremo sveto pismo, se duhovno hranimo, rastemo, širimo naša obzorja in spoznavamo namen svojega obstoja na zemlji. Želim vam prijetno blagoslovljeno nedeljo. Če greste ali ste na dopustu, prijeten dopust, čudovite počitnice, vsem veliko Božjega blagoslova in izkoristimo ta čas, da beremo sveto pismo, spoznavamo Božjo voljo in njegove načrte in se tako duhovno hranimo. Amen.